Čuješ, ti jaz sem pa le študirala, a veš, kaj se meni včeraj zgodilo, ali sem šla pa tam, pa sem enega vožička srečala, enega v rdeči, a ti si pa nov, ala? S kje si pa ti prišel, meni se pa le znan zdiš. Ala, da si tam znaš jih koncu neki, daj reči kaj, na. Ne vem, jaz bi rekla tam neki z ene šaleške, dolga konca ali pa kaj takega, da si, ala? No, si to pa znaš, dobro znaš ti handlati to. Zakaj imamo pa te zdaj 3 sveče že prižgane danes? Meni se pa le zdi, da to pa... A ja, samo en teden je še samo do onega praznika nekega, ala? Ali kako zdaj to? A dajte že posnet te vesti. Dej, Eri, Šiško pa teh bo, tam sedi pa dej mir, pa njemu pusti ga, da delamo zdaj medva, na. Čak, zdaj moram pa še tekst videti. Meni se zdi, da imam, kako pa že začnemo pa slovensko. Jaz sem pa kar z lista dol prebrala, ali? Slovensko, panevropsko, a ja moram še prej povedati, iz ljubljanskega studija 136, to so vesti na vesti. Sej se boš v laufu, brez problema. Slovensko panevropsko gibanje je danes pozvalo državni zbor naj v skladu z ustavo v posebnem dokumentu določi jasne stališče glede odnosov s Hrvaško, pa tako je vseeno, kaj berem, se boste tako videli video, ki bojo obvezna za vse izvršilne organe. Kot je na novinarski konferenci poudaril predsednik tega nevladnega združenja France Bučar, je treba jasno poudariti, da načela zunanje politike določa državni zbor DZ. Te pa pokaži zdaj v video, pa bova naštimala trotl boben. Sej se boš v laufu, pa tek ni panike. Prišli smo do teze, da je zdaj vrhunec neka arbitraža, ki bo stvari za mednarodno veljavo uredila. Vete, prvič, treba je zelo jasno poudariti. Principe naše zunanje politike določa državni zbor, noben drug. Pri nas se sklicujemo na nek dogovor, enkrat Račan, naš predsednik, enkrat naš predsednik in senator, enkrat drugi, enkrat tretji. Nobeden od teh gospodov nima najmanjše pravice karkoli obljubljati in o čemerkoli se zgovarjati brez avtorizacije državnega zbora. Res je sicer, da državni zbor ni rekel nič, kar bi pravzaprav moral reči. In državni zbor je zdaj pred tem, da svojo dolžnost opravi in mora povedati, kakšno je naše stališče do hrvaškega vprašanja, sploh do naših sosedskih odnosov. A zdaj ti pa gre? A si naštimil trotl boben? Odnose med Hrvaško in Slovenijo je pred začetkom prednovoletnega srečanja socialnih demokratov komentiral tudi predsednik SD in premier Borut Pahor Barbika, ki je dejal, da po osnovanju nacionalnega soglasja glede odnosov s Hrvaško sprememb na tem področju gotovo več ne bo. Čuješ, ti sam jaz pa ne verjamem vsega, kar takle po televizijah pa to pa po internetu govorijo. Ti verjameš vse, ha? Ti kar verjameš vsakemu, kaj ti reče. Te pa tek meni verjemi zdaj, da si mi dolžen 2 milijona evrov. Slovenska politika se bo na vrhu srečala v sredo, tam se bomo sestali predsedniki vseh parlamentarnih strank, tudi predsednik državnega zbora in mislim, da bomo tam oblikovali dokončno soglasje glede našega ravnanja na medvladni konferenci konec tedna. Če ne bo prišlo do sprememb do srede, prav gotovo ne bo prišlo do sprememb po sredi, če bomo oblikovali nacionalno soglasje. Po sestanku v sredo, če bo do soglasja prišlo, sprememb ne bo več. Iz odvetniške pisarne Albrecht Zajc and partnerji smo prejeli dopis, v katerem nas obveščajo, da je bila v zloglasnem primeru Ivan Simič, Đorđe Perić v zadevi varstva osebnih pravic, kjer zastopajo Ivana Simiča, včeraj podpisana sodna poravnava. Kot piše v poravnavi, se Perić opravičuje Simiču za izjavo, ki je bila dana v afektu in se lahko razume, kot da Simiču očita pomoč domno zavrlo pri ropanju državnega proračuna in to izjavo v tem smislu tudi preklicuje. Simiču je pa žal, da je do vsega tega prišlo. Fuck, kak duhofej. Zdaj pa čist nekaj drugega iz tujine. 10 dni po smrti 15-letnega Aleksandrusa Grigoropoulosa, ki ga je ustrelil policaji v Atenah, še vedno potekajo demonstracije. Aleksandrus Konstantinonis, bla bla, ne vem, kako se piše, pravi, da sta med razlogi za nezadovoljstvo mladih njihov slab položaj v družbi in policijsko nasilje. Kek sem na minutažo, a sem prehitela ga? To je en tak Pandora's box, ki se je odprlo zdaj in ne vem, kje bo to končalo.
je dejansko tudi govor, da lahko se razširijo te demonstracije po celi Evropi, ker se dejansko razlogi so skupne, tudi po celi Evropi mladina ima podobne probleme. O neodvisnem življenju pa take mal. Komentar dneva Klavdija Poropat iz JHD-ja. Spoštovani, to, na kar opozarjamo že celo leto, se je sedaj zgodilo. Program Neodvisno življenje hendikepiranih je resno ogrožen, kajti strani FIHO nismo uspeli pridobiti zadostnih dodatnih sredstev in tako nam za zadnji 2 letošnji plači primanjkuje denarja. Do tega ni prišlo zaradi povečanja programa izven zagotovljenih virov financiranja, saj se je obratno število asistentov in uporabnikov zmanjšalo v primerjavi s preteklim letom. Temveč se je zgodilo predvsem zaradi nerazumevanja, ignorantskega odnosa in lahko bi rekli celo nezainteresiranosti strokovne in politične javnosti. Strokovne in politične javnosti, ki nas po potrebi izpostavi kot primer dobre prakse, nas treplja po rami, pohvali našo zagnanost in rezultate. A se kljub našem 10-letnem životarjenju na robu ne upa narediti reda v tako imenovanem krogu starih tradicionalnih invalidskih organizacij. S programom smo v razširjeni obliki pričeli daljnega leta 1998. Takrat je v program bilo vključenih 8 oseb, danes nas je 95. Pričeli smo ustvariti nov način organiziranja in izvedbe nam primarne dejavnosti osebne asistence, osnovane na principih in načelih neodvisnega življenja. Se pravi, da sami odločamo o tem, kje, s kom in na kakšen način bomo živeli, ne glede na to, da za večino opravil potrebujemo fizično pomoč naših osebnih asistentov. Kljub raznolikosti stilov življenja, interesov, zanimanj in karakterjev je vsem skupno to, da za opravljanje mnogim samoumevnih vsakodnevnih dejavnosti, skrb za otroka, odhod v službo, šolo, trgovino, knjižnico, kako vstati, se obleči ali ne nazadnje dvigniti šalico, skuhati kosilo, pospraviti stanovanje, prebrati dnevne časopise, potrebujemo pomoč naših osebnih asistentov. V društvu JHD si že od ustanovitve dalje prizadevamo za sistemsko, zakonsko ureditev pravice do osebne asistence. Ta se mora neposredno vezati na posameznika, ki jo potrebuje, in nikakor ne na članstvo v katerikoli invalidski organizaciji. Le tako bo posameznik lahko vzpostavljal svojo neodvisnost v odnosu do ožjega in širšega družbenega okolja. Prejšnji teden predstavljen program dela Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve prvič vključuje tudi sprejem zakona o osebni asistenci. Ministrstvo bomo držali za besedo in na tem mestu mu ponujemo tudi pomoč, saj imamo več kot dovolj izkušenj in predlogov. Medtem pa še vedno iščemo rešitev za trenutno situacijo in upamo, da bo politika enkrat že zagrizla v kislo jabolko FIHO in začela urejati zadeve, saj kot izgleda, pri FIHO ne zaležejo ne argumenti, ne izračuni, ne tabele, ne nazadnje pri FIHO ne zaležejo niti odločitve sodišč. Da pa bomo ta dan lahko dočakali, lahko vse morebitne prispevke nakažete na spodaj napisan tekoči račun. Hvala. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Čuješ ti, Andraš, a veš, da je snoč v galeriji Alcatraz na Metelkovi Primož Ovržanov, član zasedbe Zastroj, prikazal zanimiv znanstveno-umetniški eksperiment. Navdahnili so ga eksperimenti znanstvenika Ernsta Chladnia, a sem prav povedala, ki je v 18. stoletju kot prvi preučeval vpliv zvočnih vibracij na formiranje materije. Zvočne vibracije. Veš kaj ti jaz povem o zvočnih vibracijah, čisto na hiter. To, da če bi kdo mene celo življenje poslušal, bi se mu tako trgalo, ali da ne bi sploh mogel več normalno po svetu okoli hoditi. Zdaj nisi več samo fasciniran nad zvokom kot glasbenik, ampak se postavil še vizualist. Ja, zdaj lahko rečem, to, kar me fascinira, je vibracija, v najširšem smislu. Vibracija, na vse načine, bolj se slišna vibracija. Stari, a ti še kar za PokerStars statiraš? Ja, seveda, kaj si pa mislil? Pa moram, kaj pa čem drugega? Kdo pa bo, če ne bom jaz? Sem že. V Ljubljanskem muzeju novejše zgodovine so odprli razstavo doprsnih kipov in fotografij pokojnega premierja in predsednika dr. Janeza Drnovška in politika dr. Jožeta Pučnika. Razstavo fotografij je omogočilo društvo enookih fotografov in fotoreporterjev Slovenije.
Vsak si želi prehoditi pot, elegantno, kar se da, da zmeraj vedel bi, kam gre se in dokot. Zakaj moram vreme sploh povedati? Pa tako vemo vsi, kako je vreme. Čak, pa moram malo poštudirati. Okej. Pa če mi res ni jasno, na. Vreme, 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 vreme. Jebeš vreme. Sam res. Iz Ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti, ali včeraj, pa jutri, pa pojutrišnjem, pa predvčerajšnjem so, pa tudi bile, pa tudi bojo, tako da nič se ne bat. Adijo!